Ok, evo, danes je dan, ko jaz začenjam. Dragi moji, ne, sem nehal hecati. Ok, gremo, akcija. Pozdravljeni, vi. Danes imamo tukaj za gostje eni dve špeli, štajerki. Jaz vem ravno tako, kot vi, mogoče še malo manj, tako da bom res iskreno spraševal. Neke okvire vem, o čem se bomo pogovarjali. Toliko smo se že spoznali na poti gor, po naši poti. Dobrodošli na Selniku, na Suši. Kako vam je všeč? Jo, mislim, se sploh ne veš, kje začeti. Najprej najlepša hvala za povabilo. Mi dve sicer prihajava iz Celjskega sejma v nekako originalu in zato smo danes tudi tukaj, ne? Da malo spregovorimo o naših pomladnih sejmih, ki nas čakajo in katerih del je tudi Zvezdana. Ampak, ko pa prideš sem gor, ne, pa v bistvu tako da bi prišel en drug svet, no. Mislim, jaz sem čisto impresionirana od arhitekturne postavitve vsega do res narave, ki je zdaj čudovita, ker se začenja prebujati in ne vem, ali smo še lahko preostanek dneva tle. Na poti te pozdravijo lame, 2 kužka, kozice, res, mi da smo se želeli s svojim avtom gor prepeljati, ampak hvala za prevoz. Evo, zdaj bom pa jaz povedala, špeli sem jaz spoznala, ker so me povabili, da sodelujem na Celjskem pomladnem sejmu. In se mi zdi, da ne glede na to, da bi mogoče ne vzemte tega kot neko reklamo, ampak se mi zdi, da vedno podprem stvari, se pravi neke dogodke, ki imajo dodano vrednost. Ne zaradi mene, ampak nasploh. Celjski sejem jaz poznam že leta, vedno sem hodila rada tja, se pravi na ta rožni sejem, sem mu jaz vedno rekla in zdaj, ko sem se pa malo pobliže kot gostja tudi njihova spoznala, se mi je zdelo škoda, da mi tega tukaj v enem pogovoru ne predstavimo, da vemo, naprimer, kakšne dobre in lepe stvari se dogajajo v Sloveniji in na katerih se lahko izobraziš, na katerih lahko vidiš nove stvari, slovenske trende, mislim, ki je posvečen naravi in ko sem tebe se spomniš, Špela, ko si me ti poklicala za sodelovanje, sem rekla, kako ste mene našli, zakaj ste mene našli. No, zdaj pa javno sprašujem, kje ste mene našli, zdaj jaz vem, ne, ampak kje ste mene našli, da jaz z vami sodelujem. Namreč to pa res rada delam. Ja, v bistvu mi smo bili kar izjemno složni, cela naša ekipa na Celjskem sejmu, da si ti v bistvu ena oseba, ki poosebljaš vsebine, ki jih mi predstavljamo na letošnjih pomladnih sejmih. In sicer tukaj pravzaprav govorimo v osnovi o novem sejmu, sejmu Green Vita, ki združuje nekdanji Altermed in Flora. Green Vita je zdaj v bistvu en tak nov zeleni sejem za samooskrbo in zdrav način življenja. Ja. Tako da jaz mislim, da tukaj ni več kaj za dodati, ne. In enostavno je bila to pravzaprav zelo, zelo preprosta odločitev iz naše strani, no, da si ti res ena oseba, ki ne samo, da poosebljaš te, kot sem rekla, vsebine, ampak da tudi dejansko z dušo in telesom živiš vsakodnevno ravno to, no. In koga boljšega nekako povabiti k temu, kot tebe, no. To se pravi, da ste bili složni, ali kaj? Izjemno. Jaz se mislim, povej, no, da Kar po pravici povejte, Ne, čist složni, čist. Pa niti drug noben. V Sloveniji, čakajte, v Sloveniji, tako, a res? ja. Nismo imeli zdaj, da bi rekli tako neke take alternative, no, in smo si izjemno želeli, da boš privolila k sodelovanju in smo sedaj tudi zelo, zelo veseli, da temu je tako. Seveda nas pa zelo veseli, kaj si v bistvu ti pripravila za ta dogodek, a ne, ki ga boš imela in se že res mi veselimo in tudi vsi ljudje, ki smo jim to nekako že mečkano omenili, no, zdaj bo to tudi javno, ne, Ja. se že, mislim, res nestrpno pričakujejo ta tvoj dogodek z gosti in Kdaj pa je to? Datumsko? Naši pomladni sejem so sicer 3 sejmi v enem vikendu, to je sejem, kot sem rekla, Green Vita, potem festival Kave Slovenija, ki je, mislim, izjemen festival za vse. No, to zdaj imaš priložnost, povej, kaj je ta kava. Naprimer, jaz bom pa... Sem da mi povi najprej, da je datumsko. v redu. Tako, sicer je to datumsko 20. do 22. maj. Okay. No in
z mano Špela, tako, ki je vodja vseh teh treh sejmov. Bo tudi mogoče potem lahko malo bolj podrobno predstavila posamezne vsebine, ampak v osnovi je to, ta festival kave, ki je res praktično edinstven festival, kjer lahko poskusiš, pa ne samo te kave, ki jih imamo vsi neizmerno radi, ampak tudi tiste, ki jih pravzaprav nekje v kavarni res ne moreš dobiti. Ne? Od speciality kav do nekih kav, ki zaradi svoje vrednosti mogoče ne pridejo niti v kakršnekoli trgovine. Ne? Kilogram kave 1000 € in več. Tako. To je una kava, ki jo koze pokakajo. Tudi. A je? Tudi. res? Ampak da vljudno vabljeni na festival kavice. Ne? Na eno kavo, 2, 3 boste lahko popili, vmes še kaj pojedli, ker ne gre samo kava, je treba tudi kaj sladkega pojesti mogoče, ali pa kakšno klobasico, ali pa kaj, ne? Kava in klobasa, ki razumem. Ali pa za tiste, ki niso za klobase, pa naprimer kava, pa nekaj zelenega. Tako, Čakajte, ampak to je, se pravi, vsi trije sejmi so v enem vikendu. Tako, vsi trije sejmi so v enem vikendu, zadnji pa v bistvu ta, ki ga še nismo zdaj omenili, je pa festival Kulinart. To je pa praktično raj za vse gurmane. Raj za vse gurmade, ki pač enostavno radi uživamo v dobri hrani. Praktično. Vsaka čast, trije sejmi v enem vikendu, to je kar logistično, po mojem, zelo Špela. Zdaj v prejšnjih letih, pred covidom, je bilo 5 sejmov v enem vikendu. Altermet in Flora sta bila vsak posebej, pa bil je tukaj še API Slovenija. To je pa največji čebelarski dogodek v tem delu Evrope. Tako da potem, ker se je pa zgodil covid, so se tudi pri nas malo stvari spremenile. API Slovenija smo tako izvedli letos marca, ker maj je za čebelice prepozen. Imamo pa to srečo, da 20. maj je Svetovni dan čebel. Mi imamo takrat prvi sejemski dan in z nami bo tudi Čebelarska zveza Slovenije, ki bo ponujala kavico sladkano z medom. Ste že probala? Ne. Drugačne ne Morate pijem. probati. Drugačne, jaz pijem kavo z medom. Res? Že kar nekaj Ti pa časa. že, ne? Ja. Aha, in to vi leta in leta delate, ne? Mislim, zdaj v covidu je bilo malo težje, ne? V covidu nismo praktično delali. Leto in 8 mesecev smo bili brez sejmov, kar je bilo za nas punce oziroma celotno ekipo, ki smo navajene tempa, dela in... To sem jaz mislil, da si v enem Radi vikendu. delamo to delo, ne? Smo bili leto pa 8 mesecev brez, potem smo imeli lani MOS, po pauzi, mednarodni industrijski sejem. Letos smo pa štartali zelo uspešno, za nami sta že 2 sejma. Prvi sejem je bil sejem Agritech, sejem kmetijske mehanizacije, drugi sejem je bil industrijski sejem, to je tak strokovn in oba dva sta presegla naša pričakovanja tako po številu razstavljavcev kot obiskovalcev. Ker ne smemo pozabiti, smo le družabna bitja in v živo je nekaj drugega kot Zoom, kot spletno nakupovanje. Moramo probati, podegustirati. Kavice ne moreš zavohati prek Zooma, ne? Ne. Mislim, to sem že vaš čas, se veš, sem že vaš spraševala, naprimer, od kje videa prihajate, zakaj sta, videa imate pravzaprav stansko službo, ali kaj? A je to tisto, kar ste si želeli? Lahko rečemo, da ja, ne? Mislim, seveda, jaz mislim, da v tem poslu vsem pravzaprav res ne moreš biti, če tega ne opravljaš z dušo in srcem, no? Ker je enostavno tempo včasih tako zelo naporen, da ne vem, če bi zdržal, no? če tega res ne bi. Zelo ena velika prednost sejmov je to, da si praktično lahko skoraj da vse, no? Od, ne vem, kmetijskega sejma, ki ga imamo, vsaki 2 leti do recimo nekih takih izjemno strokovnih, kot je ta industrijski sejem. To je v bistvu praktično najpomembnejši sejem v tem delu Evrope in tukaj se pravzaprav združujejo podjetja, ki resnično naredijo en velik delež tudi svojega posla na teh sejmih, letnega posla, in ko vidiš enkrat, kako se potem to kolesje obrača, je ves trud in so tisto res težaško delo poplačano zagotovo. Potem imaš pa na drugi strani take zelo lepe pa poljudne sejme, kot so ti pomladni sejmi, in tukaj pa tudi jaz mislim, da lahko povemo, da jih mi delamo zato, da damo neki družbi, ne? Da lahko združimo na enem mestu tako koncentracijo nekih
ponudnikov hrane, pijače, nekega zdravega načina življenja. Na drugi strani seveda takšnih tovrstnih dogodkov, recimo kot bo tvoj dogodek, in s tem želimo enostavno ljudi opolnomočiti, jih nekako spodbujati k temu, da rastejo, da razmišljajo, da se razvija debata v tem okolju, in to je pa res tisto, kar mislim, da nikdar ne bomo mogli v bistvu nadomestiti z digitalnim. No. In tukaj je pa ta krog sklenjen, zaradi tega tudi jaz, recimo kot mogoče predstavnica ne mlajše generacije, se izjemno lepo lahko poistovetim z vsem tem načinom dela na koncu koncev, no? Ker enostavno vidiš, da nekega pristnega stika, stiska roke, pogleda v oči, mislim, tega ne moreš nadomestiti z ničemer digitalnim, ne? Ja, in mi smo tisti, ki se odločamo za to, se pravi, ne rabimo videti svet samo digitalen, pa samo črn, pa samo nekaj slabega, ampak mi smo tisti, ki pa gremo na te žive dogodke in se tam dotikamo, vohamo in tako naprej. To me zanima, ti si pravzaprav po izobrazbi novinarka, ne? Ti si šla z novinarstva, ne? Ja, tako. Jaz sem po izobrazbi novinarka in nekako zdaj na Celjskem. Zakaj se nisi odločila, da bi tam ostala? Ja, zdaj čisto iskreno, brez kakršnega koli filtra, enostavno pač nisem videla, da bi lahko v Sloveniji delala takšno novinarstvo, kot bi bilo meni sprejemljivo. Oziroma tudi nekako se mi zdi, da mogoče na dolgi rok je to zelo težko združljivo z nekim družinskim življenjem, za katerega sem že od samega začetka nekako vedela, da si ga želim, in nekaj na pol pa ne gre, no. In tudi nekako zdaj ne želim tako delati in se mi zdi, da je bila odločitev, kljub temu, da v osnovi sem želela nekako postati novinarka in delati v dobro družbe, kar pač sedaj tudi delam, ampak na malce drugačen način, ne. Se je lepo speljalo, no. Mi ni žal, da sem se pač odločila za to in sem vesela tega. Odkje pa ti prihajaš, Špela? Jaz pa prihajam iz ekonomskih vod. Aha. Ampak ne vem, že kot mala sem kot soseda Celjskega sejma, ker sem doma čez cesto bila. Smo vedno starši, to je bil res, most, mednarodni industrijski sejem, je bil res praznik pri nas v Celju, ne. Res smo bili vsi, takrat si še trenerke kupoval, pa vse si takrat dobil, ker še ni bilo teh velikih shopping centrov. In sem že od malega rekla, jaz bom pa tu delala. No in pa na koncu se je tako zapeljalo, da sem pa res tu že 12 let. In res je zelo, zelo razgibano delo in res, če tega nimaš rad, ne zdržiš tempa. Ko so sejmi, res je težko, smo tudi punce utrujene, no, moram povedati, da smo skoraj sama ekipa deklet, ne. Ampak smo res... Kdo pa štante bolj postavlja pa tako? Tisto imamo pa zunanje podizvajalce, no, ampak mi pripeljamo vse do postavitve, se pravi, vse električne priključke, vse vodovodne priključke. To vse sami naredite? Tako da, 10 amperski, 16 amperski, to vse sami naredite? To se moramo vse podučiti, ne, za te pač določene posebnosti, ki jih pač vsak razstavljavec potrebuje, ne. Tako da res je neko specifično delo, no, ki pa, jaz sem taka tudi po duši, da če bi me dal sedeti v pisarno, ne bi dolgo zdržala, no. Mora biti razgibano delo, ker sem tudi sama po znaku, kaj si po znaku? Tehnica. Tehnica, pa to se pravi, da ti tudi ljubiš lepoto pa tako? Tudi, ja. Se vidi, kako je lepo usklajeno. In ve se, to je ženska energija, torej, kako pa bi to ocenjevali, naprimer ženski kolektiv, vse veš, da ves čas govorimo, da se ženske znamo kregati, pa da tekmovati, pa drugi, kako imate? Kakšne so vajne izkušnje, kakor toliko po resnici? Ja, zato imamo direktorja nad nami. Ja, imate? Alfa. Ne, malo heca mora biti. Da miri in da vzpostavlja ravnovesje. Ampak ne, mislim, čistko iskreno, jaz mislim, da kljub, dosti krat podobnim situacijam, kot si jo omenila, ne, nekem rivalstvu ali čemarkoli, se mi zdi, da še posebej od te korona krize, da nekako se zavedamo, da moramo nastopati složno in da se to res potem tudi vidi na vsakem koraku v bistvu, od
recimo začetka priprav oziroma od trženja do recimo, ne vem, potem tega marketinškega dela do same izvedbe sejma, ker če ne, če bi nekako tudi naša ekipa ne delovala složno, se mi zdi, da enostavno ne bi mogli pripeljati sejma do konca. No. Še posebej pa ne uspešno. To me tudi zanima, a ste imeli kdaj tako, da je pokalo, da naprimer je šlo proti neuspešnemu? Da ste imeli kakšno, naprimer, imate kako izkušnjo, naprimer, da je nekdo rekel, da pride, nekdo pomemben, se pravi razstavljavc, pa je pa zadnji trenutek rekel ne, pa tako naprej. Zdaj tega nismo bile toliko vajene, no. Smo se pa dosti srečevali s tem marca 2021, ko smo prišli nazaj v službo po covidnem obdobju, ker so se ljudje bali. Preprosto so se razstavljavci bali, ali sejem bo ali ne bo, ker to so šle številke od 0 do 1000, pa spet prepoved tega, pa maske, pa vse. In pol je prišla, se bojimo, si ne upamo, bomo počakali 1 leto, pa je bilo že vse naprimer splanirano. Ne? In tudi v takih trenutkih mora ekipa skupaj držati, da potem skupaj najdemo rešitev, kako naprimer zapolniti tistih 50 kvadratov, ki ti ostanejo sredi dvorane. Ne? Teda tudi, če bi tukaj bilo med nami rivalstvo, ne bi bil vsem takšen, kot je, ker je bil pa do zdaj vedno lep, ker si znamo med sabo pomagati, znamo se pogovoriti, tudi če gremo za malico skupaj ali pa na kavico med malico skupaj, mi se ne pogovarjamo druga, kot pa naprimer v službi. Ena drugi pove, meni se je to zgodilo, pa te probi še na tak način, ne? Res stojimo ena za drugo, no, in smo res ena dobra ekipa. Ja, v bistvu se mi zdi, da je to res prej redkost kot pa pravilo, še posebej za kak tak ženski kolektiv. In se mi zdi, da meni doskrat oziroma mi mnogokrat pretehta ravno ta odnos, ki ga imamo mi ena z drugo, ker seveda pač delo pač ima svojo naravo, včasih ti je bolj prijetno, včasih malo manj, in se mi zdi, da je pa to res tisti ključen faktor, zaradi katerega po mojem mnenju mislim, da tudi potem nas večina punc pač ostane. Ne? Ampak veš, zdaj ko sem jo poslušala, sem videla, da se še tudi zelo veliko lahko zraven naučita, ne? O raznih stvareh, ne samo vajen del, pa organizacija, pa tako naprej, ne? Ja, še posebej zato, ker imamo res toliko različnih sejmov. V bistvu določeni sejmi so tudi bienalni, kar pomeni, da so na vsaki 2 leti, določeni so vsakoletni, ne? Ampak recimo naš največji in tudi mislim, da vsem najbolj poznan sejem MOS, ne? To je pač sejem vseh sejmov v Sloveniji, je sestavljen v bistvu iz 5 področij. Ne? In ravno teh 5 področij, ne? Katerih? MOS dom, MOS tehnika, to je nekako tako za malo za do it yourself, tudi takšna hišni mojstri. Ja, domači hišni mojstri, pač se tam ta oprema tudi dobi. Potem imamo MOS plus, to je nekako, rečemo, ostanek tistega nostalgičnega MOS-a, kot smo ga poznali včasih, ko si šel, si kupil kakšne stvari za doma, za recimo, ne vem, tudi kakšne masažne stvari ali kaj podobnega. Ne? Usnjene deske, torbice, usnjena galanterija. Ne? A to in ta se tudi je tako prodaja. Seveda je ena dvorana namenjamo samo temu. Ne? In ko prideš noter, res občutiš diši po usnju. Ja, diši po usnju in občutiš ti semski vrvež, mogoče, ko smo ga poznali, ne vem, 20 let nazaj, ne, tisto bolj intenzivno. No, potem imamo pa še MOS Digit, to je pa v bistvu zdaj bo letos prvič. Je pa pravzaprav segment, ki je namenjen v popolnosti digitalizaciji. In tudi znotraj tega segmenta, recimo, ki se je prej sicer imenoval MOS B2B, se izvajajo številna recimo predavanja, potem srečanja za podjetnike. In tukaj na enem mestu se lahko, mislim, praktično ni Slovenca, ki ga ne nagovarjamo, da naj pride na MOS. Ne? Ker enostavno na enem mestu najdeš toliko vsebin, da tudi če greš samo na sprehod čez cel sejem, boš našel 100% nekaj za sebe. Ne? Ja. Pa MOS turizem še, ne? No, MOS turizem je pa zadnji segment. To je pa v bistvu tudi en izmed kar izjemno obiskanih. No, evo, se lahko javiš.
Most turizem. Jaz sem že naredil, mi bomo že sodelovali, drugače. Sam še ne veste. Si že naredil plan? Jaz sem zdaj le pustim ženskam, da rezervirala. govorim. Ko se kamero gasne, se zmenimo. Kar gledamo, da bo takoj javno poveš, s čim se boš ukvarjal. S čim se bom ukvarjal? Ne, jaz drugače imam zeleni turizem, no? Imamo kolesa, rikše, Gringo se reče, in imamo s kolegom v bistvu ta zelena mobilnost in tako, ne? Če so kakšni predavatelji, oziroma če je velik sejem, da se lahko po sejmu malo vozijo. Evo, Super. Že sklenili posel. Seveda. Ja, odlično. Vse to je v bistvu en izmed, to je pravzaprav to, kar na sejmu Most turizem je, ne? to. Tako da zagotovo le res vabljeno, da Ne, pa tudi predstaviš. sploh, ko vas poslušam, vidim, da radi to delate in tako, kot ste rekli, gremo na kavico in pa se tam še naprej pogovarjamo. Se mi zdi tako zanimivo, ko spoznaš človeka, ki dela čist neki, kar jaz si ne bi, čeprav jaz sem tudi organiziral stvari. In vem, koliko je zabavno to, da moraš vse znati. Ne? In to mi je ful hudo, da to lahko počnete. No, se vidi, da radi to počnete. No? In v glavi jaz že vidim, da zgleda super. No? Tako da jaz prijem na obisk. Super. Za vseh 5 dni, ne? Ja, seveda. Že v času montaže, da vidiš, kak je dvorana, ker dvorana, ko je prazna, izgleda čist drugače, ko je pa polna. Tada je treba videti in se dvorano pred, potem, ko je sejem in potem, kako se to vse pospravlja. Ne? To Pa dobimo novega sodelavca. Evo, tako. Kaj da nimam že dovolj na svojem pladnju. Ja. Ampak ja, zanimivo. Valjda. Veš, kaj mene fascinira tudi, a si ti opazil, kako vedno v življenju dobiš ljudi, ki se nekako podobno mislimo, ki imamo neke podobne vrednote. A ne? Jaz sem počaščena. Gliha skup štriha. Res počaščena zaradi tega, ker se mi zdi, jaz bi zelo težko, pravzaprav nikoli ne sprejmem dela, ki je diametralno nasprotno mojemu prepričanju. Pa tudi, če je ne vem koliko denarja. Ne? Oziroma bi mi ponudili, ampak se me tudi ponavadi ne pokličajo, ker verjetno tako, energija. Živejo. Ja. Ampak Slovenci pa to vas radi obiskujejo, a ne? Koliko imate občutek? Ja, seveda. Jaz mislim, da če še posebej ob predpostavki, da živimo v digitalni dobi in če ne bi mi dejansko delali dobrih vsebin, dobrih dogodkov, ki ni zdaj primaren cilj Sam zaslužiti. Ampak da res delamo to za ljudi, da se tam najdejo s podobno mislečimi oziroma da najdejo neke storitve, neke izdelke, nekaj, kar je dejansko uporabno za njih, ne? Lahko primejo roke, lahko, ne vem, poskusijo, kakorkoli, ne? Če tega ne bi bilo, potem tudi sejmov ne bi bilo. Jaz mislim, da tega nikakor se ne da nadomestiti z ali čemerkoli digitalnim ali kakorkoli, ne? In zato sejmi še bodo in bojo vedno nekako imeli nek vzvod za to, da se jih dela. Ne? Ampak sejem se razvija, ker zdaj, ko razmišljam, kje so se sejmi začeli, ni to ena taka slovenska stvar. Ne, sejmi so se začeli že. Sejmi vsako vas, ne? Veš, oziroma. Se vprašal sem, odlične, pardon. koliko veste o zgodovini. Pri nas v Celju je bil prvi sejem 54 let nazaj, ne? Zato je zdaj bo že 54. most. Ne? Začel se je na Kladivarju, to je tam naš športni park za atletiko, tada tam so bili prvi zametki sejma pri nas. Ne? Drugače pa pri nas v Celju ni samo naš sejem, ne? Potem je tudi poznan še bolj tako vsako sredo oziroma je en svinjski sejem, ne? Tudi, tada mi Celjani smo Kaj to pomeni svinjski sejem? V bistvu je pa to bolj sejem domačih pridelkov. No, to sem razmišljala, s tem se je začelo. Ja, mislim, bi rekla, lahko res Celje kar, pa ne samo zaradi te dolge tradicije Mosa, ne, ampak tudi že nasplošno tako sejemsko mesto in ljudje tudi se mi zdi, da dihajo s tem nekako. No, Celje je čudovito mesto. Ja, zelo. Zelo. Čudovit grad, ja. Čudovita zgodovina, v bistvu čudoviti ljudje. Ja. Mi si tudi zelo prizadevamo in če dalje bolj si bomo, da celjski sejem kot neka taka entiteta v Celju se združuje z občino, z temi lokalnimi ponudnimi. Tako. Da postane to vaše, ne? Tako, da se vsi poistovetimo s tem na koncu, zaradi tega, ker to je del njih in to je del nas. In na koncu, če ne bomo nekako delovali skupaj, v dobro en drugega,
mislim, bi bilo škoda, da ne bi. Ne? Tako da se tudi mi dosti dogovarjamo z pač različnimi enotami javnimi v Celju, da skušamo nekako to dvoje povezati. Ti si me spomnil na to, hvala ti, na ta psihološki vidik združevanja, sejmišča, mravlišča. Tista zgodba, kako je šel stari s kravo na sejem, da bo kravo prodal, pa je prišel pa s peharjem gnilih jabolk domov, ne? Ampak kakor naredi moški je zmeraj, kakor naredi stari je zmeraj prav. To asociacijo se dobo, ja. Ja, mislim, vse sejmi so že bili od nekdaj stičišče nekih poslovnih dogovorov, potem na drugi strani tudi socializacije med ljudmi. Ne? In seveda, zdaj v današnjem času ima to še poleg seveda teh osnovnih nekih vzvodov še 3000 dodatnih. Ne? Ampak ne glede na to, še vedno se pa ohranja ta tradicija in tudi ta nostalgija, ki jo potem čutiš, ko ti vstopiš na sejem, ima nek svoj čar. In to je tisto, kar v bistvu zaradi česar se mi zdi, da tudi ljudje hodijo na sejme včasih kar tako, ne? Samo da pridejo na sejem, da majčkam pogledajo, preživijo prijetno popoldne in se imajo dobro. Srečajo še kakšne znance, ostanejo še kako uro dlje, ne? Pa mogoče ki novega spoznajo v bistvu, ne? Tako da je napovedano. Jaz sem zadnje leta začel hoditi malo na sejme. Moj dober prijatelj Martin Veselko je izumil motiko, neko novo vrsto. In seveda kot ekipa, kolegi, mu gremo pomagati vsakič. Ne? In na začetku se mi je zdelo tako, jaz sem mestni fant. Kam kje hodi, tam so kmetje, tam se pije, vse je drago. Vsako leto mi pa malo bolj pod kožo zleze. Vsako leto je tam pa nekoga poznaš, pa tam so oni, pa že veš, kam prideš. Ja, pa tudi čez neka drugačna energija iz skupnosti tam. So tako, kot ste rekli, so ljudje, ki pač pridejo tja, ki jih zanima to, ali pa ne zanima in pa tako tak mingle, nek zdrav mingle je. No? To, kar se mi zdi, da v tem času, tako kot si rekli, ko omenjaš digitalizacijo, to ne bo moglo, to po mojem sploh ni vprašanje, a se lahko digitalizira ali ne, če ne more se to digitalizirati. To je tak en čar, en zdrav način druženja, ki se mi zdi, da mi sploh mladi nimamo te navade. Ponavadi greš na kavo, a greš na pijačo, a greš ne vem kam, ampak tako pa greš v bistvu nekam, kjer ni predispozicija, da bo šel tja pit. Ali pa da bo šel, maham fuljaka, sorry. Sorry, Jake. Super, si dal istočnico, jaz sem takoj prekinila. Kako pa vi nagovarjate mlade? Točno, ja, mladi, naprimer, zanimivo. Mlajše, no. Ja, jaz mislim, da to je v bistvu ena izmed glavnih tem včasih, ki jih imamo tudi v ekipi, ne? Kako začeti nagovarjati mlade in jih ne samo uspešno nagovoriti, ampak začeti vzgajati obiskovalce sejmov. Ja. In po mojem, to se vsi strinjamo, da je to res dolgoročen proces, ampak recimo, ne vem, že samo s tem, naprimer z ozaveščanjem, tako kot naš pogovor zdajle, pač lahko povemo, kaj je ravno tisto, zaradi česar bi lahko mladi tudi prišli na sejem. Ne? Mogoče zdaj, naprimer pred 2-3 leta nazaj, smo imeli en izjemno privlačen sejem za mlade, ki se je imenoval Feel the Future of Gaming. Smo igrali igrice, cel dan in celo noč, ne? Tako. In tisti sejem, recimo, mislim, je bil narejen za mlade. Ne? Zdaj pa drugo vprašanje, zakaj pa recimo nek mlad človek pride pa na Mos? Ja. Naprimer, lani vedno se pač trudimo poiskati določene vsebine, ki privabijo tudi mlade. Lani so bili ambasadorji Mosa skupina Dunking Devils. Tako, in z njimi smo v bistvu delali celo kampanjo in jih potem tudi povabili na sejem. Oni so bili na sejmu, imeli so celo svojo fancono, ekipo animatorjev in so animirali. V bistvu, mislim, da so bili potem na koncu na tej njihovi v bistvu razvedrilnici od, ne vem, otrok od 8. leta pa do, kaj jaz vem, tam. Detkov in babic. Tako, na koncu koncev, no. In to je tisti čar, ne, da potem najdeš nekaj za vsakega člana družine. Pa kakšne srečelov, pa kakšne igre. Ja, sicer srečelov že res dolg ni bilo, ne. Uč pa ideja. Ja. Tisti ameriški sejem, ko sedi en nad sodom mrzle vode in pa moraš metati, moraš metati žogce. Ja, to so neke take... Če animatorja kakšnega ali pa kakšnega vodja animacije. Drugač pa moram reči, da imamo pa zelo lepo sodelovanje tudi z šolami.
tako srednjimi kot osnovnimi po celotni Sloveniji. Vse naše sejme se vnaprej prijavijo, šole, da imamo res zelo lep obisk. Na sejmu Green Vita pa sodeluje tudi več kot 70 ekošol. Vrtcev in šol iz programa Ekošole, ki vključuje več kot 130 000 otrok že v Sloveniji, se predstavijo na svojih stojnicah in tam je vedno največja gužva, ker spečejo otroci nekaj, pokažejo, kaj so se s programom Ekošola naučili, imajo svoje nastope, glasbene, gledališke na demo odru, kuhajo z učitelji na demo kuhinji, tako da skrbimo tudi za mlade, ker so le naša prihodnost, ne? Njih moramo vzgajati, da jim prenesti naše vrednote naprej, da bojo tako, kot smo mi, ne? Jaz se počutim ali pa še boljš. Jaz se tako počutim, kot na eni dobri, odprti, zeleni, vesoljski ladji in da je prihodnost zelo lepa pred nami. No, nekako, kaj je res. No in gremo zdaj mi na ta del, kjer jaz sodelujem, ta je Green Vita, to se pravi prvi dan, ne? Ne, drugi dan, tako. In tukaj se bo dogajalo kaj? Mislim, jaz sem pa svoj del povedala. Dobro. Pa vse okrog. Prvi dan sejma smo namenili našim starejšim obiskovalcem, se pravi upokojencem. Za njih smo pripravili posebej programe, tudi posebej pakete skupinske, da se lahko pripeljejo do nas. V predavalnicah bodo potekale različne teme, od kako ostati zdrav, kako biti neprebojen do virusov, s katerimi triki v kuhinji lahko pomagamo svojemu življenju. Pridružil se nam bo tudi simulator oživljanja, kar niti najmanj ni slabo, a ne? Ker ko se zgodi kaj takšnega, vsi zmrznemo. Jaz sem, na primer, ko sem stopila v simulator oživljanja, to je taka dolga prikolica, mislim, da več kot 25 metrov, in noter je gospa starejša, lutka, in jaz sem se prav strašila, ko sem jo videla. Najprej sem zakričala, so rekli, no, to je ta odziv, ki ga vsi najprej doživimo, ne? In potem to oni pokažejo, naučijo, kako moraš pristopiti k pravilnemu oživljanju, ne? Tada vse te stvari bomo prikazali na sejmu Green Vita. Drugi dan bomo namenili bolj ženski, zato tudi z nami Zvezdana. Tretji dan pa imamo tak družinski odprt dan za vse, tudi z kuhinjskimi demonstracijami v demo kuhinji, s predavanji. Tako da imeli bomo pa tudi povezovalnico z gospo Lenko Puh, ki bo pa povezovala tako obiskovalce kot razstavljavce v eno tako skupnost, kjer bodo lahko obiskovalci in razstavljavci se še bolj povezali med sabo, pa zvedeli še kaj več. In kdo bo razstavljavci? Kaj je tema? Se pravi zelena, zelišča, oziroma kateri razstavljavci v glavnem? Zdaj, razstavni program je zelo bogat. Dal se bo kupiti, videti, degustirati vse. Od kristalov do vložkov za obute, stolov za zdravo sedenje. Potem bojo tukaj tudi sadike, brez katerih seveda ne gre, visoke grede, pravilno, potem razni smutiji, tudi konopljini izdelki, se pravi vse. Alternativna v bistvu tudi zdravila. Tako. In se pravi delo z zemljo oziroma narava, zeleno. Tako, to smo združili sejma Altermed, ki je bil alternativna medicina, in sejem Flora. Zelišča, zelišča in rožice in vse to. To gre vse skupaj. Ja, seveda gre. Jaz poznam enega fanta, ki dela eno tako orodje za take stvari, za ergonomsko, za hrbet. Ti boš Za nas ekonomsko usmerjen, evo. Meni je vedno všeč, jaz res uživam, kadar naprimer lahko ljudje, ki imajo dobre ideje, to spravijo k življenju in da to na koncu tudi pride do nas, ne? Mislim, da ta krog pomeni v bistvu zadovoljstvo tistega, ki ustvarja, tistega, ki to uporablja, in da ustvarjamo te kroge in da imamo vsi v tem dobro. Nekako, zato jaz to podpiram, ne? Da se to sliši in ve.
No, zdaj pa, ja, Ne, absolutno se strinjam s tabo, Hvala, mislim, jaz se že zdaj zahvalil, preden podaleč, preden je konec, ampak hvala, ker ste mi spet pokazali nekaj novega, kar mi je izjemno zanimivo postalo. No, Ampak je treba še probati, ker energija na sejmu Greenvita je res posebna v dvorani. In z svojim vonjem pričara, in z pozitivno energijo vseh in razstavljavcev in biskont. To je en res tak nasmejan sejem, kjer slavimo življenje. Kar mislim, da vsi rabimo po tem covidnem času. Če po vas leži pozitivno, ne nasmejan. Mi dela tako kot na Viking Vike, veš, kaj so se mi začeli, kaj je razmišljal. Ne, jaz sem tudi res počaščena. Moj program bo pa tako v soboto, ne? In jaz sem povabila Marjana Ogorevca, karmičnega diagnostičarja, oziroma na enega tako zelo modrega človeka, ki se ukvarja z duhovnostjo, ki tudi on sam prideluje predan zemlji, mislim, popolnoma predan energijam in temu naravnemu načinu življenja, ki je napisal veliko knjig. Njega poslušati je res, on je tak modrec tudi. Naprimer, tak energijski influencer. Ja, na nek način, ja. Mislim, njega poslušati pomeni, a veš, da se v bistvu umiriš in da razumeš, kako je ta aksis mundi, kako smo mi povezani z zemljo, pravzaprav še z nečim gor, ne, pa karkoli že pač temu rečemo. In mi da se bova predvsem pogovarjala ravno o teh zemeljskih energijah. On sam prideluje tudi svojo zelenjavo in kako to energijsko vpliva na človeka, ne? Tudi na koncu zdravilno, ne? Zemlja in zeleno je zdravje, ne? In tako da on se tudi zelo izjemno veseli, rekel je, koliko bova imela časa in ga to najbolj skrbi, ker nima rad, da se tako na hiter in na instant kaj govori. Potem sem jaz povabila Tadejo Brankovič, se pravi vrhunsko biatlonko, ki je zbolela, ki se je v življenju napisala je knjigo, teče svojo 5. olimpijado in nam bo lahko govorila o tem, kaj pomeni ta človeški joie de vivre, jaz temu rečem, ta volja do življenja in kaj se vse človeku lahko zgodi, pa ga to ne potre, ne vrže po tleh, ne vrže puške v koruzo in gre naprej in živi. Zraven pa sem povabila, zato da bi bilo bolj zabavno, Lady Bugs, ene pevke, ki so me očarale, spoznala sem jih na Slovenki leta, ki slovensko narodno muziko povezujejo z jazzom. No in spet smo na zeleni vesoljski ladji in povezujemo različne svetove, take, ki jih sploh ne pašejo skupaj, ki na zunaj, oziroma se nam zdi, da neke stvari ne moreš povezati, jaz pa mislim, da se jih da povezati in da so tukaj tisti najlepši preboji v življenju. Tako da one nas bojo zabavale in pele. Potem pa v bistvu, to je okrog 3 bo ta dogodek, ne, začnemo pa že dopoldne. To me je pa zelo presenetilo, da ste bili za to, to je bila moja ideja, da bi jaz v bistvu lahko povezovala, neobremenjeno, pa če kdo verjame ali ne, da grem jaz po sejmu in po intuiciji izbiram naprimer razstavljavce in ljudi in se z njimi pogovarjam. In naprimer, veš, da se mi nič ne zmenimo, pri kom se bom postavila. Čisto do. Jaz upam, da bojo to ljudje verjeli, ampak se pravi, jaz se bom po intuiciji ustavila tukaj in pogovarjala. Lahko bom izpostavila naprimer tistega, ki razstavlja. Lahko bom se pogovarjala z tistim obiskovalcem in ga vprašala, zakaj in kako. Se pravi, čisti, niti ne stand-up, ampak čisti reality, ta duh bomo ujeli in tudi hkrati preko vaših medijev širili. Impro. Sej, mi, tudi takrat, ko smo se mi dve o tem začeli pogovarjati, mi smo bili res navdušeni nad tem, da boš ti v bistvu lahko preko svoje res neverjetne energije povezovala naše obiskovalce enega z drugim in na drugi strani obiskovalce. Ker jaz mislim, da vsak deležnik tega sejma ima za sabo zagotovo eno res izjemno zgodbo. Ne? In to je tak sejem, kjer se pa taki ljudje srečajo na enem kupu. In če lahko to prek tebe ponesemo v svet, pokažemo,
kaj je pač res, mislim, bistvo tega sejma, se nam je zdelo to, mislim, fenomenalno. No? In tudi mi bomo res poskrbeli za to, da bo to imelo neko strukturo, ne? Da bo to dejansko izgledalo kot nek tak reality, kot smo se pogovarjali, in da bojo lahko ljudje to spremljali. Tudi preko Facebooka si bo lahko pogledali za nazaj, bojo imeli na koncu koncev tudi ti ljudje, s katerimi se boš pogovarjala, nek lep spomin za naprej. Ne? In jaz se že naprej opravičujem, če bom koga preskočila, to je življenje, ne? Enkrat gor, enkrat dol, mislim tudi to, a veš, to je trening tega, da znamo razumeti življenje. Enkrat te življenje pa trenutek izbere, drugič te ne, mogoče te bo naslednjič, da znaš počakati, da nisi užaljen, da ne rečeš kar takoj, ona je podkupljena, ali pa nekdo mora je nekaj nekdo plačati. Ni vedno tako življenje, ne? In vi meni dovolite, se pravi, da treniramo to. Meni se to zdi, pravzaprav jaz to prvič tako lahko sodelujem. Super, mislim, nam je bilo zelo pomembno, da ti lahko damo proste roke, zaradi tega, ker v kakršnem koli primeru omejevanja vemo, da to ne bi bila več ti. Ne? Absolutno. Tako da to je bilo v bistvu nam zelo pomembno, da nikakor tukaj ne skačemo. To smo zelo bili veseli te ideje in smo jo tudi z navdušenostjo pol podprli, tako da mi se že res ful veselimo in tudi mislim, da razstavljavci, a ne? Ja, kako mislim, če bi kamero nastavili, ko je Špela, smo rekli, Špela, si že klicala Zvezdano? Si že? Si že? Pa smo se čakali, kaj bo rekla, bo za stvar, ne bo, pride k nam, pride. Špela, pride. In res smo bili vsi toliko veseli, no, ker smo res, to je to, Green Vita, ti, to je to. Jo, hvala. Meni se ta format ful dobro zdi, no, to mi gre po glavi, to da hodiš okrog. Razstavljavci že vejo, da bom šla okrog? Razstavljavci že vejo, ja. Smo jim tako tudi napisali, kot si sama rekla, da čist naključno, tako da mislim, da bo imeli vsi nove frizure, vsi bojo lepo oblečeni in bojo pripravljeni čakali. Ja, veš, to je namreč tukaj gremo, tukaj se pravi, upamo mi iti temu, da ti je v nekem trenutku tudi mogoče samo sreča naklonjena, ne? Ampak vse ti bo drugo leto pa mogoče tebi, ne? Da se to lahko, da si to upamo, ne? Tako, in da v bistvu najdemo, jaz mislim, da vse v življenju res se zgodi z nekim razlogom, ne? In včasih enostavno, potem, ko gledaš nazaj, jaz mislim, da tudi ti pogovori, ki bojo tam, bojo na koncu, ali se boš ti spogledala z nekom, pa te bo z nečem pritegnil, ali boš pač videla tam en razstavni prostor, ko bo res sam tist, do njega pa moram iti, ne. Mogoče se srečaš, pa pogovoriš z nekim razstavljavcem oziroma obiskovalcem, ki bo imel neko neverjetno zgodbo za sabo in jo bomo lahko mi predali ljudem, pa jih mogoče malo opolnomočili, pač nekako podprli, no. Tako da jaz se že res veselim tega našega realityja. A ne, to bo res velik poskus. Kaj pa ti misliš? Se pravi, mi kar hrbet obrnen na tlele, tako da sem jaz kar mikrofon odložil. Ne, se pravi, meni se zdi zanimiv ta format, da je interaktivno. Meni se zdi, da iz vaše strani in se pravi, iz vaše strani, iz strani razstavljavcev in iz strani gostov se mi zdi ful dobra povezava. Ne, zaradi, ker zdaj novodobni biznis deluje tako, da pokažeš, da si ti kot vodja, da si tam, da si zraven Zvezdane. Cel dan misli sam biznis. Življenje, če delaš to, kar ti paše, ne, je life business, greš na kosilo in se pogovarjaš o biznisu. Mi se vozimo po avtocesti, pa gledamo, kaj piše na tem kombiju, kaj piše na tem tovornjaku, ker razmišljaš, kam bi lahko to zgodbo vključil. Ker ti to tako si rekla, ti si to tako rekla, kakor da je povezano, kakor da je denar, tako sem jaz dobil feeling, kakor da biznis je denar. Biznis ni denar. Denar je posledica biznisa. Ne? Če pa ti delaš to, kaj je božjega na svetu, da delaš to, kar ti paše. In da še zaslužiš. Upam, da bom vedel. Brez denarja pač ne gre. Vsi se zavedamo. Vsak išče svoj nek košček ali pa nek delček pod soncem. Recimo, ne vem, sejmi so pač enostavno eno tako mesto, kjer se lahko tako ljudi združi, poveže in enostavno imajo potem tudi mogoče malce boljše možnosti za razvoj, oziroma ne imajo boljše možnosti za razvoj nekih poslov, novih spoznanj, povezav, tako inovacij. Še posebej pri teh strokovnih sejmih. Tukaj je pa res ta
B2B vidik, mislim, v spredju pravzaprav, ne, in tukaj se res ogromno enega posla. To sem opazil na sklene, no, sejmih, ko hodim, zdaj sem opazil, da je veliko ta B2B pomeni business to business, oziroma podjetje do podjetja direktno, da ni vmes interneta, da ni vmes stajnic in čakanja in tako, ampak lahko vstopiš do človeka, s katerim bi lahko mogoče sodeloval in lahko tam na mestu v bistvu skleneš nek, če neč drugega, saj poznanstvo za naprej, kar je pa v zdajšnji dobi več vredno po moje, kot kadarkoli prej. Zato, ker takoj vidiš, s kom sodeluješ. Mislim, da smo prišli kot civilizacija korak naprej od teh socialnih omrežij oziroma teh digitalnih stvari, ker v bistvu tudi raste nezaupanje. Ne? Kako pa vem, jaz bom z njim sodeloval? Pa greš pogledat med komentarje, kaj oni si mislijo o tem poslu. Tako pa prideš tja na 4 oči, vidiš, tako vemo, da smo ljudje bolj iskreni, prej vidimo, bolj si lahko... Manj agresivni tudi, ne, če smo v živo. Lahko ali pa ne. Jaz mislim, da marsikdo ne bi kaj takega grdega komu rekel, če bi ga moral v oči gledati. Mislim, da se zadnje čase imamo preveč osredotočate na te komentarje, ki padajo okrog levo in desno, ker si ljudje lahko privoščijo. Zdaj sem delej. Ker si upajo, ne? Ker ampak se preveč, ne bi, ne? ampak se preveč se na to fokusiramo, se mi zdi zadnje čase. Zdaj smo v obdobju, ko pač se dogajajo te volitve in tako, in se mi zdi tako malo brez veze, da se osredotočamo na te komentarje. Jaz se čisto dobro počutim. Jaz sem na zeleni vesoljski ladji, drevesa rastejo gor, vidim in plujem proti Celju. To si zdaj že 3-krat rekla, mami, kaj si skadila, veš? Na zeleni ladji. Na isti točki, ne? Osebni stik, ne? In to je res tisto, kar sejmi nudijo, ne? In res mi si želimo delati ne samo sejem kot prodan, ampak izmenjevanje znanj. Skupnost. Zanima me, kako pa naprimer s tujino, tudi širite to, namreč mi mislim, da imamo v alternativnih, sploh v teh zeliščih in v tem smo mi, mislim, da Slovenci kar dost, pa kakšen med imamo in vse to, ne? A kako pa to s tujino komunicirate, ker vem, da večkrat sem videla na teh družabnih omrežjih drugi sejmi v tujini, v Italiji vabijo pa tako. Kako pa vi, smo že kaj na kakšnem zemljevidu evropskem? Ja, seveda, še posebej za sejme, ki so mednarodni, recimo tako kot je bil tale naš zelo nedavni mednarodni industrijski sejem. To je v bistvu najpomembnejši sejem jugovzhodne Evrope. A res? Ja, pa za čebelce si rekla tudi, tudi. Tudi API Slovenija je praktično, mislim, osrednji sejem tega dela Evrope. Imamo razstavljavce iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Avstrije, Nemčije, Ukrajine. V imenu celega sveta in čebel se vam zahvaljujem. To je veliko pozabno. Ja, imam čebelnjakec. Čebelnjakec, ja. In vodo in vse, želimo pa si sončnih celic, ne? To je naš projekt. Ja, seveda. Tudi to je del trajnostne in zelene energije in mislim, seveda, brez tega ne gre, ne? Jaz bi sam še to vprašala, kaj pa načrtujete, kaj so pa pol v jeseni še kakšni? Ja, mislim, v jeseni nas čaka MOS, torej ta osrednji sejem vseh sejmov. Sejem sejmov. Tako, na katerem seveda bo tudi ogromno ponudnikov sončnih elektrarn, med drugim. Pridem. In pravzaprav še ne vemo, no, ali nas potem konec leta čaka en tak... žgečkljiv sejem. To sem hotel prej vprašati. A je v Celju bil... A je v Celju ta sejem? Seveda, to je v bistvu naš sejem. Sejem erotike. Sejem erotike, ja. Tako, s tem, da prej je sicer bil poimenovan prav kot sejem Slov erotika, ne, pod tem imenom. Potem je pa leta 2019 smo pa pravzaprav mi obrnali cel koncept in je to nastal šov, ki smo ga poimenovali Erotic Land. Tako, in vse mislim, da res ni primerno, da se o tem toliko zelo podrobno pogovarjamo tle. Absolutno je pomembno, da se o tem pogovarjamo. Absolutno. Ne, pomembno je, ampak primerno pa malce manj. Primerno, absolutno primerno. Vete, kaj ne imeti akt. Bomo naslednjič, če bomo že bolj pogumne. Težko je priti do besede, vidiš, Jaka, če daj pričati zraven. No? Preglasijo me vsakič pismo. To pa konec novembra. Tako. To je super.
To je pa tudi v bistvu en sejem, ki jaz mislim, da ga pa res vsak človek mora enkrat v življenju obiskati, ne? Se strinjam, ja. Mislim, videti, neverjetno. ker res tam je pa, to je pa neko bi imel tako rdeča lička. stičišče razbijanja Ne bi. tabujev o spolnosti nasplošno. Mislim, halo, vse to je del našega življenja, ne? In še kljub vsemu se mi zdi, da smo ljudje toliko zadržani okrog tega, da mislim, ko pa prideš na ta sejem oziroma na ta dogodek, je pa, mislim, to je res taka sproščena energija, da Obiskovalci opazijo, da ni to nek bav, ne? Ja. Da se nobenemu ne bo nič zgodil in se lahko prosto sprehajajo, pogledajo, kar si želijo, kupijo, kar želijo in res srečaš od mladih parov do starejših zakoncev, do samskih. Ja. No, ampak res, tudi ko smo gledali po analizi, a ne, kart je zelo bilo veliko teh kart parov v ne? bistvu, no. Mladih parov, tako ja. Zrelih parov, ki enostavno Tako. si pač želijo mečkam popestriti zabavo v posteli. Življenje, Noči Ja. in popoldneve. Tako. To me tudi zanima. Jaz, ko sem se z vami pogovarjala, sem prav dobila idejo, ko sem videla te hale in vaše prostore. Je tak zelo lepi prostori so vaši, proti tem, da nam zdaj rekla koga, mislim, proti, naprimer, ajde, ljubljanskim, ki so mečkem bolj temni, ne? To sem videla razliko, predvsem pa, kako pa je s tem, naprimer, tudi najemom, jaz imam, naprimer, idejo, da bi naredila yoga festival, ne? Pa da ne bi bil tako tehničen pa zaprt, se pravi, da bi bil res v lepem in dobrem Kako si rekla prej, da bi bil samo prost. Ja, kako je s tem, mislim, kako... Vabljeni danes večer na maturantski ples, ki se dogajajo pri nas v dvoranah. Ne? Pri nas v dvoranah se res imamo več različnih dvoran, do 600, 700 sedežev, potem je 250, 100 in jih tudi v času, ko nimamo sejmov, ker v času sejma so vse kapacitete zasedene za predavanja. Seveda podjetja najemajo za razne, tudi hišne sejme, za razna predavanja, zdravniki za svoje konference, vrtci za svoje dogodke, maturantski plesi, res polno se pri nas dogaja. No? Ja, v bistvu se mi zdi mogoče tudi to pomembno izpostaviti, da je pravzaprav sejem v Celju najsodobnejše sejmišče v Sloveniji. Tako z vidika dejanskih dvoran oziroma hal, ne, kot tudi z vidika pravzaprav našega kongresnega centra, o katerem je zdaj Špela govorila, ki smo ga prenovili, mislim, da 4 leta zdaj nazaj. Ne. In je resnično, mislim, čudovit, tako z vizualnega vidika, kot tudi prostorsko je zelo dobro pa tehnično opremljeno. Na tem tudi še delamo in bomo če dalje bolj razvijali, tako da mislim, mi zelo radi nagovarjamo podjetja, da če ne druga pridejo sem, si pogledajo in mogoče res najdejo primerno dvorano za svoje dogodke, ker se veste, včasih enostavno, ko želiš narediti nek dogodek, pa se mi zdi, da v podjetjih je vedno premalo prostora. Ne? In ko prideš v nek tak kongresni center, kjer pravzaprav poskrbimo mi za vse, tudi parkirišče celo imate, ne? Brezplačno parkirišče, kar je pomembno, ne? Seveda, ne. Pa tudi Celje, lokacijsko, zelo, Center zelo... Slovenije. Jaz bom iskren, ker mami pred 2 meseci prišla domov, oziroma me je klicala in rekla, joj, sem dobila pa ful dobro idejo, jaz bi pa v Celju delala yoga sejem. Zelo dobra ideja. Sem rekel, iskreno sem rekel, kdo te je spet na pip, zato da bi tam prišla pa to, ne. Ampak moram reči, da ste me danes skupile, da ste ful simpatične in da ste meni osebno, se pravim, ki sem prišel sem z neko s tako predispozicijo, ste mi čisto obrnili, no. Tako da sem navdušen in definitivno pridem pogledati tudi tako, če mi kdaj odprete kakšna vrata, no. To me res zanima, no. Z velikim veseljem. Ful ste mi zanimanje vzbudili, no, moram reči. Mi smo daleč od izvoza avtoceste, tako da tudi super. to je naša prednost. Ne? In pa res parkirišča, ki pa jih res Tako. In težko tudi recimo zmanjka, po eni strani seveda, imamo ta kongresni del, kjer se pač lahko delajo tovrstni dogodki, mogoče tudi kot ta yoga, ne, pa ostali tudi dogodki, ne. Je pa res, da recimo imamo pa seveda potem še celo sejmišče, kjer so na voljo ogromne dvorane, ne, in v primeru recimo nekega večjega števila udeležencev, ne, je pa to še bolj idealno, ker pa resnično nisi omejen s prostorom, lahko si vzameš dovolj nekega osebnega prostora za to, da se pač najde tisto, kar pač bi vsak potreboval, ne.
Tako da jaz mislim, da je celjsko sejmišče pravi odgovor za vsakogar, ki bi pač potreboval bodisi za to vrstne dogodke ali pač kakršnekoli druge. Ne. Jaz se vam zahvaljujem v imenu starejših, za katere, ki ste jim namenili cel dan, kar se mi zdi super, ker je danes družba seveda jih zelo izloča, ne? In tudi mlajših, ki jih nagovarjate na tako zanimive načine. In jaz bom dala vse od sebe, da se bojo ljudje tudi z mano imeli dobro, da bojo kaj slišali in da se bojo tudi oni usedli na to našo, na mojo, četrtič rečem, vesoljsko ladjo, zeleno vesoljsko ladjo. Ne vem kako, mislim, tako se mi zdi, da je tako polni smo veselja, pa pozitivno. Ne, tako, Ni za kaj. Zdaj mi je tako šel stavek skozi glavo, da si bo kdo tam mislil, tele si sam drugmu, se veš, sam drugmu se delajo fini. Pihajo na dušo. Pihajo na dušo, ja. Pa ni tako, da ne? Ne, jaz mislim, da če se ne bi mi že na začetku nekako povezali energijsko, tako kot smo se, tega pogovora sploh ne bi bilo. Niti ne bi tako sproščeno potekel. Ja, bi videli tukaj sedeli in bi lepo govorili, kako pa to. Ne? Tako in ne, jaz res si želim, da bo ta dogodek nepozaben, seveda predvsem tudi zaradi tebe, ker si se pač odločila se nam pač pridružiti oziroma naši ekipi, zdaj že rečemo, ne. Tako da jaz sploh ne dvomim v to, da bomo to dobro speljali, da bojo ljudje pa nezadovoljni, da bojo inspirirani, da bodo šli domov res z neko dodatno energijo, z veseljem do življenja, do zdravega načina življenja, do samooskrbe, do pač nekih takih vrednot, ki nam omogočajo lepšo prihodnost. In jaz bom zdaj bom pa izkoristila, upam, da mi dovoliš, da bom pozdravila še enega člana, ki se še ne vidi. In mu bom danes tukaj izrekla dobrodošlico in ljubezen na ta svet. Želim, da bo vse dobro in nekoč, ko boš odrastel, boš lahko imel posnetek za cel življenje, kako smo se te veselili. Ja, najlepša hvala. Jaz mislim, da bo naš Pimpek, kot mu babi pravi, zelo vesel tega pozdrava čez nekaj let. Naj gre v vesolje, naj gre! Za Zvezdano in njenim zelenim vesoljsko ladjo. Hvala lepa. Ki bo pristala 20. maja v Celju, ne? 22. ja. 20. do 22. maj. 22. maj. Maj, mesec mladosti, ni lepšega, no? Vse sklada. Hvala. Hvala lepa. Pridružite se, donirajte, da bomo lahko delali dobro ali še celo boljše. Like, share, subscribe in follow us, komentirajte in pridite na sejem. Vse sejme v Celju. Pa še Instagram, pa Facebook. Zdaj bomo, povej. Hiter. Imamo nov Instagram, imamo nov Facebook, tako da pejte pofollowat, polajkat. Vse smo. Tam gor bojo najprej podcasti, prijo ven. Mislim najprej. Najave bojo, tako da jih ne zamudite. Tako da, Hvala. Hvala lepa. Hvala.